No. Živijo, sva Davor in Andraž iz The Sweet Tech TV in danes mi je Andraž končno spet pustil, da začnem ta video. Parkrat ti tudi moram. Ja, ampak še bolj pomembno, danes se bo začela prodajati S21 linija od Samsunga, tako da bomo šli malo skozi vse tri telefone, ki jih je Samsung predstavil in začel prodajati, kva ponujajo, kjer ga se vam splača kupiti, pa za kakšen denar. Ja, tako da ostanite z nama, video bo upava, da ful informativen za vas. Če pa hočete še več takih zabavnih in informativnih videov, všečkajte ta video, se naročite na naš YouTube kanal, The Sweet Tech TV in naj jo spremljate na Facebooku, Instagramu, TikToku in pa Twitterju. Obljuba, da naj jo še ne mislijo suspendirati ali pa čisto prepovedati, vsaj dokler ne rata predsednika. What are you saying? 14. januarja je Samsung na svojem dogodku Unpacked eventu, ki je bil valjda online zaradi koronavirusa, predstavil svoje tri paradne konje, flagshipe S21, S21 Plus in S21 Ultra. Če smo fair, tudi če ne bi imeli dogodka, ne bi bilo važno, zaradi tega, ker se je že par mesecev prej vse vedeli praktično o teh telefonih, ampak še zmeraj so imeli event, še zmeraj smo tukaj. Kaj sploh ponujajo, Andraž? Najprej deva reči eno o dizajnu. Od spredaj so si med sabo vsi kar dost podobni. Imajo luknjo za selfie objektiv, Samsung je imel stanjše robove, za telefoni izgledajo še bolj futuristično, kot so že, itak. Ampak drugače je še največja razlika v tem, da imata S21 pa S21 Plus raven zaslon. Medtem ko ima S21 Ultra rahlo ukrivljenega. Sam ne toliko zelo kot prejšnja leta in tudi daleč od tiste zakrivljenosti, ki jo najdete pri recimo Mate 40 Pro. Tako da vsi tisti, ki ste ljubitelji bolj ravnih zaslonov, S21 linija bo letos poskrbela za vas. S21, S21 Plus in S21 Ultra vsi podpirajo 120 Hz dinamično osveževanje AMOLED zaslona, ampak samo S21 Ultra ima resolucijo 1440 pik, medtem ko ostale dva imata samo 1080 pik, kar je korak nazaj, ker je Samsung dolga leta imel celotno S linijo, ki je podpirala 1440 pik, ampak že lanskega dne S20-krat je bilo 120 Hz samo na 180 pik. Mi dva imava glede tega malo mešane občutke, drugače, kar je naredil pri S21, valjda je pohvalno, da je Samsung malo porezal stroške pri proizvodnji in tudi S21 Ultra ima po tovarniških nastavitvah zaslon na 120 Hz pri 1080 pikah. Sam še zmer. S-linija naj bi bila premijska linija, ne? In da ni več resolucije 1400 pik na vseh treh. Ja, to malo deluje, kot da Samsung poriva S-linijo v zadje in bolj izpostavlja njegove prepokljive telefone, ki jih bo skozi več, če mene vprašaš. Ja, bi se kar strinjal s tabo, sploh, ker hočejo počasi tudi Note linijo ukiniti in njene funkcije na druge linije počasi prenašajo. Telefoni S21 linije drugič pridejo v naslednjih velikostih. Navadni S21 ima diagonalo 15,75 cm, S21 Plus ima diagonalo 17,02 cm in S21 Ultra ima diagonalo 17,27 cm. In ker S-linija uporablja LTPO zaslone za prilagajanje osveževanja vsebini na zaslonu, S21 ne poganjajo 120 Hz osveževanja konstantno, ampak jim to upade, kadar ni potrebe po njem. Tako pri S21, kot pri S21 Plus osveževanje pade do največ 48 Hz, medtem ko pri S21 Ultra lahko pade še celo bolj dol, do samo 10 Hz, kar pomaga pri šparanju baterije. Wow. Thank you. Največjo novost najdemo na hrbtu telefonov in sicer gre za nov modul za objektive za kamere, ki se je letos kar podaljša iz aluminijaste obrobe, iz aluminijastega roba telefona in zapolni zgornji levi kot, kar se meni osebno zdi zelo lepo estetsko, boljš kot lansko leto pri S-liniji, pa pri S20 Ultra, in pa da obstaja folk, ki jim to ni všeč. Drugače pa ima hrbet pri S21 Plus in S21 Ultra Gorilla Glass Victus za večjo trpežnost in pa mat finish, da ne bi bil manj magnet za prstne odtise, podoben kot tudi Note 20 Ultra, ki je bil nama tudi prelep telefon. Navadna S21 pa ima hrbet iz polikarbonata, po domače plastika. Čeprav ji Samsung pravi glass stick, kao miks med steklom in plastiko.
To je bil še eden izmed načinov, da so drugače spustili ceno S21 linij. Ampak že spet, to bi nekako bolj pričakoval pri S21 FE, ki bo verjetno prišla tudi proti koncu leta, ker je bil S20 FE zelo popularen. Da so to pa naredili pri premijski liniji, je pa ne vem, kako zanimivo odločitev, ampak je treba vedeti, da je vseeno, recimo plastika bolj trpežna in da se lahko Samsung poigra tudi z večjimi barvami in je recimo zato tudi to dobro, čeprav mogoče ne deluje tako premijsko telefon. Tako. Še ena stvar, pri kateri Samsung letos malenkost špara, je tudi plac na telefonu in pa RAM. Vsaj pri navadni S21 in S21 Plus. Njiju namreč lahko dobite samo z 8 GB RAM-a in do največ 256 GB notranje shrambe, medtem ko S21 Ultra dobite od 12 GB do 16 GB RAM-a in vse do 512 GB notranje shrambe. S tem, da noben od teh telefonov ne podpira razširitve pomnilnika z SD karticami. Kar je že razjezilo tiste privržence, ki se jim zdi, da jim je Samsung s tem odvzel možnost izbire in jih dejansko porinil k nakupu dražjih modelov, sploh S21 Ultra, ki je draga kot žepran. Vsi se zgledujejo nekako po Apple. V bistvu, vse tako kot tudi Apple pri iPhone 12, ki tudi oni niso dali v škatlo polnilca. Samsung, zakaj slediš Apple? Zakaj? No, če preideva na kamere, obična S21 in S21 Plus imata standardne 3 objektive, 12 megapikslov ultra širok objektiv, 12 megapikslov širok glaven objektiv in 64 megapikslov zoom telefoto objektiv in pa 10 megapikslov selfie objektiv spredi. S21 Ultra je glede tega še malo pojačala in ima 4 objektive, 12 megapikslov ultra širok objektiv in 108 megapikslov glaven objektiv, 2 zoom objektiva. Eden je za 3-kratno optično povečavo za bližnji zoom, drug je pa za 10-kratno povečavo za daljši optični zoom, ker gre tudi do 100-kratni zoom spet tukaj. Na sprednji strani ima pa ogromen 40 megapikslov selfie objektiv. Samsung trdi, da uporablja nove senzorje, ampak da bi videla, kakšne fotke dejansko naredi, bova rabila dobiti telefone v roki. Tako da vas prosva, da nam v komentarjih napišete, če boste kupili kjerga od S21 telefonov in če nam bi ga bili pripravljeni posoditi za oceno, res bo zelo hvaležna, če taka možnost obstaja. Prosa. Ne glede na to, kjerga od teh telefonov boste drugače kupili, boste imeli v vsakem primeru dobre baterije. Obična S21 ima velikost 4000 mAh, S21 Plus 4800 mAh, S21 Ultra pa ima velikost baterije kar 5000 mAh. Če zraven dodamo še dejstvo, da sta v 21-kah 5 nanometrska procesorja bodisi Qualcomm Snapdragon 888 ali pa Exynos 2100, spet tista Samsungova fora, odvisno v katerih regijah se prodaja. Poglejte na en video o tem. Tako, ki naj bi bila oba zelo energetsko učinkovita, pol lahko pričakujemo res zelo dobre rezultate pri baterijah, ampak valjda najprej bo treba še malo počakati na rezultate testov. Upam, da bo Exynos letos realno tako dober, kot se pričakuje. Ko smo tudi že pri Qualcommu, Samsung za potrebe varnega odklepanja S21 uporablja njegov ultrasoničen bralec prstnih odtisov pod zaslonom druge generacije, ki je za 70% večji, ima večjo površino kot prva generacija. To bi mogli na papirju pomeniti, da lažje zadanete, kje odpreti telefon oziroma ga skenirati, prstni odtis, pa telefon bi tudi se 50% hitreje odklenil kot pa prva generacija. Drugače so bile pa govorice glede S Pena, Samsungovega pisala na S21 Ultra, res nič ne. S21 Ultra ga res podpira, mora pa povedati, da ne gre za čist tak S Pen, kot ga najdemo na Note seriji. Bolj je podoben tistim Samsungovim penom, ki so na tablicah S linije, kar pomeni, da je tudi po obliki bolj podoben nekim kitajskim palčkam. Tudi to pisalo ima samo 9 nanosekund zamika pri inputu
nima sicer takih Bluetooth funkcij, kot jih ima Note S Pen, niti se ga ne pospravi lepo v telefon in da bi bil na varnem, kot bi mogel biti, pa da bi se napolnil v telefon. Ja, baje boste te Bluetooth funkcije dobili, če boste enkrat kasneje kupili S Pen Plus ali ne vem kaj bo zdaj točno Samsung tudi začel prodajati. Ja. Če hočete sploh ta S Pen imeti, ga boste mogli posebej dokupiti in če ga boste hoteli zraven nositi, zraven telefona, boste mogli posebej dokupiti še silikonski ali pa preklopen ovitek, v katerega boste lahko to pisalo S Pen spravili noter. Zdaj, ta ovitek vam bo malo razširil telefon, ampak edini na ta način boste lahko pisalo nosili zraven na varnem. Je pa vprašanje, če bo telefon še toliko lahek za rokovanje. Ja, vidi se, da Samsung S Pen obravnava bolj kot dodatek k S21 Ultra in ne kot sestavni del tega telefona, kot recimo to pri telefonih Note linije, ampak vsaj izbiro imate, da ga uporabljate, če to seveda želite. Tudi lahko kakšne starejše S Pene od prejšnjih Note telefonov. In še za konec, to, kar vas najbolj zanima, cena. Obična S21 128 GB shrambe se v prosti prodaji prodaja po 840 €. S21 Plus z 256 GB se prodaja za 1080 € in S21 Ultra z 256 GB se prodaja za kar 1280 €. Cene pa se seveda povečujejo z velikostjo rama in notranjega prostora. Operaterji pa imajo valjda različne pakete v ponudbi. Kakorkoli, dejstvo je, da se je S linija letos sicer pocenila, ja, to je res, ampak S21 Ultra je še zmeraj ful draga. Tako da se vam najbolj splača S21 Plus kupiti, saj midva tako nekako misliva, ker je pač prave velikosti, še zmeraj je premijsk, ker nima plastičnega hrbta in cena je še zmeraj nekako sprejemljiva. Čeprav nima slušalk pa podnevca. Ok, to je to za S linijo. Upava, da sem vam povedala vse, kar je bilo za povedati. Povejte nam dol v komentarjih, katerega izmed S linije bi vi izbrali, če sploh kjerga in če boste kjerga od njih kupili, se vam toplo priporočava, da nam ga posodite za par uric, da ga lahko testirava, da posnameva oceno tega telefona in z vami deliva še več zabavne in poučne vsebine. Do takrat pa ostanite zdravi, dobro se majte, hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Čau!